Ja, najlepša hvala, Vesna, za neke take osnovne usmeritve, ki se mi zdi, da lahko zelo koristijo predvsem občinam, ki se mogoče osebam, ki se prvič lotevajo tega komunikacijskega načrta za Evropski teden mobilnosti, morda pa tudi ostalim, pa tudi za te zanimive inovativne primere tudi iz drugih področji. Morda je kdo dobil že kakšno idejo, kako pa kaj. Zdaj bi pa prosila vas, da dvignete roko, no, pa bomo potem kar po vrsti vas sprejemali, pa poveste mogoče, iz kje prihajate, potem pa zastavite vprašanje. Zdaj, namensko smo namenili več časa za razpravo, da lahko vi delite zdaj z nami vaše izkušnje, pa mogoče kakšne izzive imate, pa mogoče kje bi rabili kakšno podporo. Kdo se bo prvi opogumil? Mogoče, dokler čakamo, tako kot sem že prej rekla, ene občine so dosti majhne, imajo male kapacitete, nimajo veliko časa se ukvarjati s samo komunikacijo. Kaj bi svetovala tem občinam, kako se lotiti, da bodo pravočasno in učinkovito izvedle ta Evropski teden mobilnosti? Ja, ne glede na to, ali imamo eno osebo, dve ali pa pol osebe na voljo, da nekaj počnemo, rajš si splaniramo stvari, ki jih lahko realno izvedemo. Če vemo, da lahko izvedemo 3 stvari, izvedemo 3. Pač zato, da na papirju lepo izgleda, si ogromen zalogaj dati, boste na koncu samo razočarani. Rajš se usmeriti na eno ciljno skupino, z eno aktivnostjo to dobro narediti, kot pa zelo na široko, vse na pol, boste videli, tudi sami boste bolj zadovoljni s svojim delom. Zdaj pa imamo eno vprašanje že. Ja. Komentar. Romana? Vas pa ne slišimo, Romana? Pozdravljeni, se zdaj slišimo. Ja. Imam eno vprašanje glede dejansko teh gverilskih akcij, a ne. Tudi mi smo lansko leto nekaj sicer hoteli izvesti v smislu tega, vendar imajo mesta različne pravilnike, različne usmeritve, tudi glede trajnosti in vsega tega skupaj, ki pač niso povezane samo z mobilnostjo, ampak tudi z drugimi stvarmi, tako da ni tako zelo enostavno recimo prilepiti čevljev na tla ali pa napisati nekaj na tla, kako boš to potem odstranil, ni enostavno klopce izvzeti iz prometa, tako da morda iz tega vidika tudi nekaj obesiti na drevo, ker si lahko za to tudi kaznovan. In tako naprej, tako da mogoče je to eno vprašanje. Druga stvar se mi zdi zelo dobra, mogoče ta akcija, ki so jo imeli sicer lansko leto, mislim, če mogoče Pija, ki posluša, je bila Solčava, ki je dobila pol tudi to evropsko nagrado za majhno občino, in sicer brez nekih vplivnežev, pa brez posebnih taktik, brez posebnih vključevanja nekih drugih elementov iz zunaj občine, so enostavno vzeli pot pod noge, se pravi 1 na 1, in to se pravi je majhna občina in so dosegli zelo velik pomen. Druga stvar, tretja stvar, ki bi jo pa rekla, da če se vključujejo te stvari, da morda se pri izbiri tudi preveri, da ta oseba dejansko živi s tem, kar promovira, ne. To pomeni, da ne najamemo nekoga, ki nikoli še ne gre na kolo ali pa ne hodi peš, ampak se pripelje z BMW-jem do vsake aktivnosti, za kar je angažiran, ker pač ne bomo dosegli namena. In še četrta zadeva, kar pa jo občinarji zelo dobro vedo, se opravičujem, nisem povedala, iz kje prihajam, sem iz RCM Lur, delala sem pa prej tudi na občini, ampak
vsi vemo, da otroci pritegnajo starše, stare starše in tako naprej. In ljudje še zmeraj radi pogledajo tiste, ki jih poznajo. Zato je mogoče tudi ena od smiselnosti, da se vključujejo v te različne promocijske kampanje, filmčke, tisti, ki tam živijo. Ne? Se pravi, ker se nagovarja lokalca, če lahko tako rečem. Pa oprostite, če sem bila predolga. Ne, čisto super. Ta prva točka, ki ste jo omenili, glede tega, da je seveda za vse te stvari potrebno pridobiti dovoljenja, ja. Zato je tudi pomembno, da se načrtovanja tega lotimo dovolj zgodaj. Bi pa jaz po svojih izkušnjah rekla, da seveda nekaj, ko si zamisliš idealno lokacijo nekje v središču mesta in potem misliš, da seveda običajno gre za kakšne težave pri pridobivanju soglasij z vidika kulturne dediščine, da si zamislimo tudi alternativne lokacije. A ne? Vam povem eno izkušnjo, sicer je že zelo, zelo stara, ampak ko je bil Eurobasket v Sloveniji, smo si zamislili, da bi na pročelju njihovega glavnega, poslovne stavbe njihovega glavnega sponzorja razstavili drese vseh sodelujočih držav. In seveda, ko smo vložili na kulturno dediščino, jih je seveda kap zadela, a ne? Kako smo si to zamislili. In smo potem skupaj najdeli rešitev, ki je bila enako učinkovita, enako dobra. Na zunanjem delu oken smo lahko razstavili samo za čas novinarskega dogodka, potem pa je bilo to znotraj stavbe razstavljeno. Se pravi, tudi mi moramo biti pri tem pripravljeni iskati neke alternative. In moja izkušnja z organizacijami, ki so pristojne za različna soglasja, je, da v prvi vrsti pridemo do njih s predlogom ideje, ne, da preverimo, ali je to sploh izvedljivo, in potem sam proces vloge soglasja je bolj kot ne nek tak zgolj postopek, no, zaradi tega, ker strokovnjaki z področja ali varstva narave ali kulturne dediščine običajno imajo argumente, ki so popolnoma na mestu in se jih da zelo lepo inkorporirati. Če pa mi sam pridemo z neko vlogo, je pa zelo hitro prisoten strah in lahko samo dobimo ne. Drugo vprašanje je bilo, oziroma komentar je bil na primer občine Solčava. Jaz namenoma tega primera nisem dejala, zato ker se mi je zdelo, da ga vsi poznate. Sem hotela pač iti s primeri, ki mogoče jih niso v nekem vašem vsakdanu. Tako ste rekli, ne, niso sodelovali z vplivneži, delali so 1 na 1 z ljudmi. Je pa še en pomemben faktor, ne. Ne glede na to, da imaš to možnost v manjši občini, še vedno je treba na ustrezen način motivirati ljudi. To se ne zgodi samo zaradi tega, ker je to manjša občina, pa kjer se vsi poznajo, ampak je še, bom rekla, dodaten zahteven faktor, da ker se vsi poznajo, vsi zelo dobro pričakujejo konkretne rezultate in kakšne spremembe bo to povzročilo. Tam je zelo težko priti zgolj z celofanom. Kar se tiče izbire vplivnežev, oziroma to, kar ste rekli, ne, pa se pa lahko pripelje z avtomobilom in ja, s tem si narediš več škode, kot koristi. Danes se mi zdi, da smo v eni fazi, kjer že prepoznavamo to, da ni vsako sodelovanje z vplivnežem rešitev vseh problemov. Tudi osebno se običajno lotim sodelovanja vplivnežev tako, da recimo imamo projekt, pa imamo sredstva, da bomo sodelovali z vplivneži in zato, da jih zberemo, običajno naredimo kar en obrazec s kriteriji. Zaradi tega, da pač nekako se ali v ekipi ali sam pri sebi narediš nek pregled,
kaj pravzaprav ti pričakuješ od svojega vplivneža. Ne pomeni 15,000 sledilcev, da zdaj zaradi tega bo res kakšna sprememba. Kako ste pa tudi rekla, ne glede otrok, pa realnih obrazov, iz skupnosti. Ja, mogoče je boljše imeti nekoga, ki ima na družbenih omrežjih 100 sledilcev, pa bo zaradi tega jih 10 v realnem življenju spremenili navade, kot pa nekoga, ki jih ima 5,000, pa zaradi tega ne bo spremenil svojega pogleda, niti jih ne bo noben poslušal. So pa to tako, bom rekla, zelo kompleksne teme, zaradi tega, ker ne pomeni pa, da sodelovanje z vplivneži ne prinaša dobrih rezultatov. Moramo zbrati ta prave aktivnosti z njimi, običajno delati na dolgi rok, zaradi tega, ker edino to prinaša pač spreminjanje navad, ampak vseeno bi pa rekla, da so plusi in minusi, moramo pa vedeti, kaj iščemo. Upam, da sem vam odgovorila oziroma dala neko perspektivo na te 4 področja. Imamo še kakšno vprašanje, kakšen komentar, izkušnje? A je kdo od vas videl ta primer z Jesenic, o katerem sem govorila? Ne. In oni bojo dobili igrišče za 20,000 evrov, tako da se mi zdi, da so kar dober rezultat naredili. Pač tisti, ki rabijo, tisti vejo, ne? Ja, meni je to zanimivo, kako lahko v bistvu zelo malo truda, imaš zelo velik doseg in včasih zelo veliko, si tam tiste prašičke pokazala, ne, velikega truda pa mogoče ni tako velik doseg oziroma učinek. Kako naj sploh občine vejo, na kak način? Včasih je lahko kakšna zelo ad hoc zadeva, akcija, ki se ti tako porodi in je zelo uspešna, včasih pa se trudiš, načrtuješ, planiraš, kako zdaj to balansirati, neko načrtovanje in potem neko aktivnost, ki mogoče ne vzame sploh toliko energije pa časa. Ja, več časa posvetiti načrtovanju, ja. To je edini odgovor na to, zaradi tega, ker takrat, ko si ti vzameš čas za načrtovanje, v resnici tudi sam sebi prečistiš neke ideje pa način dela. Takrat ugotoviš, da mogoče vlagaš zelo veliko časa v nekaj, kar sploh nima nobenih rezultatov. To se recimo velikokrat zgodi, kadar se kdo zamenja v ekipi, in potem pride nova oseba in rečemo, da vse postavi na novo, ampak pač ima drugo perspektivo in nekako naredi si svojo lestvico prioritet, in zato je to tudi koristno, da sami sebi to naredimo. Še posebej, kadar delamo na projektih leta in leta, vse stvari delamo že zelo na hitro, in vemo, da saj samo rabimo to, in potem kar naenkrat ugotovimo, da delamo eno in isto stvar, ne vemo, ali jo delamo, ali je to uporabno ali ni uporabno, ali prinaša kakšne rezultate. In zato je fajn, da si delamo komunikacijske načrte. Prvič, enega dela nismo recimo se dotaknili glede merjenja, ampak sem vam vsakič znova povedala zraven. Zaradi tega, ker tudi na koncu imaš ti za pokazati sam sebi, pa svoji ekipi, ali je zdaj to bilo učinkovito ali ne. Sej ne moramo pričakovati, da bomo z Evropskim tednom mobilnosti zdaj spremenili ljudem navade, ker je ogromno nekih dejavnikov, ki na to vplivajo. Ampak pomembno je, da čim več informacij koristnih za njihov življenjski slog izvejo in pa da razumejo. To lahko v eni akciji naredite in lahko to preverjate. Navade se bojo pa spreminjale na dolgi rok, Romana, izvolite. Se opravičujem, še enkrat se javljam. Jaz bi mogoče rekla, mi smo imeli eno tole Zoom srečanje se pravi Ljubljansko urbano regijo občinami in se mi zdi, da včasih tudi odkrivamo toplo vodo. In sicer, da občine skozi leto že veliko stvari v resnici naredijo v okviru te trajnostne mobilnosti in ker je ETM samo delček tega, se mogoče takrat pozabi komunicirati tisto, kar je bilo že čez leto narejeno. Tako da
bi mogoče recimo, ne vem, nove pešpoti, nove kolesarske steze so ali pa, ne vem, kakšni majhni odseki ali kakorkoli že, postavitev teh postaj za šolske avtobuse in tako naprej, da se tudi to mogoče med ljudmi razširi, takrat, kadar se te objave dajo, so tudi skozi leto že navaja in navezuje na Evropski teden mobilnosti, a ne, da se takrat mogoče samo še bolj poudari, ampak da se komunicira skozi vse leto, no, to je moj predlog. Da se takrat povabi, ko je odprt za vas, smo to naredili, zdaj pa uporabite pri pešpoti in pusti avto doma. Ja, zelo dober predlog, se strinjam. Seveda je to ena priložnost, a ne, Evropski teden mobilnosti, da vi lahko poveste, kaj vse ste v zadnjem letu naredili, v zadnjih 5, 10 letih in kar je pomembno, da boste s tem pridobili tudi eno širšo ekipo sodelavcev oziroma različnih organizacij, ki so pri tem sodelovali, ne, in se bojo tudi oni zaradi tega dobro počutili. Pija, izvolite, ste imeli roko gor. Pa vas ne slišimo? Je zdaj kaj boljš? Ja, zdaj pa je. Sem hotela samo še dopolniti, absolutno, ja, v enem tednu ne moramo pričakovati, da bomo spremenili kakršnokoli navado, mogoče tudi pogleda na svet, ne. Ampak Evropski teden mobilnosti je namenjen ravno temu, da nekako konsistentno povzame vse, kar o čem delamo, se trudimo celo leto ali pa več let zaporedoma, govorimo, da je nekako to na evropski ravni, da vsi takrat v enem tednu govorimo o tem, a ne, da smo takrat močnejši. Ja, se pa strinjam, da se dostikrat pozabi vse tisto trdo delo skozi leto in da razmišljajo dostikrat občine po nepotrebnem, si izmišljujejo v narekovaju jih neke nove akcije, v resnici pa se v njihovem prostoru že ogromno lepega in dobrega in koristnega naredi, izvede skozi leto, ker malo pozabijo na vse to, ne, skoraj smo malo preskromni, včasih se ne znamo dovolj pohvaliti, jaz to vidim v občinah. In potem pridem v kakšno občino, pa mi pokažejo, kaj delajo na šolah, pa mi pokažejo, kaj oni delajo. In sem jaz čisto navdušena in jim skozi govorim, wow, kaj delate, noben ne ve za to, skoraj še vaši občani ne. Zakaj se ne pohvalite s temi stvarmi? Bolj se moramo pohvaliti. Tako da bi jaz tukaj res nagovorila vse lokalne in regijske seveda koordinatorje, da res, da tukaj v času ETM-ja, zdaj, ko pripravljate programe, da pomislite, kaj vse dobrega, s čim se lahko že z obstoječim pohvalite, pa to nadgradite. In vam bo veliko prihranjenega, pa hkrati, a ne, se govori o tem na nek dolgi rok in s tem spodbuja neko ozaveščenost pa spremembo. Bi pa hkrati rekla, da tudi jaz kot nacionalni koordinator tudi pripravljam vsako leto neka gradiva, ne, s katerimi želim podpreti na lokalni ali pa regijski sceni to kampanjo ali pa samo ozaveščanje, osveščanje. In se soočam z zelo podobnimi težavami ali pa problemi kot vsi ostali, samo da je moja mogoče bolj splošna in moram nekako pomisliti na celo državo, lokalni ali pa regijski, pa bolj na regijo ali pa bolj na občino. In se mi včasih zdi, da je na lokalni ravni skoraj lažje, ne? Ker lokalni koordinatorji bolj poznajo, kakšen bo odziv, pa kakšne so potrebe občin. Na neki nacionalni ravni je pa vse tako splošno, zmeraj je treba paziti, da bo za vse prav, da bo za vse ciljne skupine prav, pa da bo tudi za vse razmere, ruralne, semiruralne, urbane, za vsa okolja prav. Tako da ja, ne, sem tudi jaz slišala danes kar veliko enih napotkov, kako se tega loti. Načrtovanje, ne. Ja, ta del zelo dobro razumem. Ja, ko delaš na lokalni ravni, imaš občutek, da je nekaj konkretnega, ne, na nacionalni je pa to bistveno bolj zahtevno. Prvič so ciljne skupine bolj zahtevne, zelo širše spektrje. Zelo hitro se lahko kdo javi, da mu kaj ne ustreza in potem je to lahko kar naporno delo. Je pa res, da ko enkrat preizkusiš formulo načrtovanja,
pa to spremljaš, a ne. Tudi vsem se nam zgodi, da imamo istočasno več projektov, a ne. In če imaš, jaz vam povem, jaz imam komunikacijski načrt pač na mizi. Zaradi tega, ker potem pač točno vem, marsikdaj se dam stvari v koledar. Zaradi tega, da si pač razporediš to skozi neko časovno obdobje, ker enostavno naši delovniki taki so, da delamo več stvari hkrati in potem imamo, ne vem, en dan, ko si ga vzamemo za en projekt in takrat hitimo vse narediti in če imaš ti komunikacijski načrt, točen veš, kaj moraš narediti. In takrat, ko imaš en dan za en projekt, ti pade 100 idej na glavo, ki bi potrebovali še 100 dodatnih dni. In tega nimaš. Če imaš pa komunikacijski načrt, pa si rečeš, ok, tega se držim, tole sem si za leto zamislila, sej lahko še kaj spreminjam, pa tako sproti, pa prilagajam kakšnim novim razmeram, ampak vseeno. To je nekaj, kar vam bo prehranilo zelo, zelo veliko časa. No? Jaz imam pa zdaj za vas malo vprašanj, glede na to, da jih vi zame nimate. In sicer mene zanima pri Evropskem tednu mobilnosti, pa pač lahko poveste vsak zase ali pa dvignete roko, kakorkoli. Zanima me pri Evropskem tednu mobilnosti, kaj je tista zadeva, ki bi jo vi izpostavili kot občani, kot obiskovalci, da vam je najbolj pomembna oziroma da vam je tudi najbolj koristna. Kaj je tista stvar pri Evropskem tednu mobilnosti ali v vaši regiji ali v vaši občini, kaj je vam kot posamezniku, kot uporabniku najbolj koristna? Vesna? Mogoče v kakšnem smislu najbolj koristna? Ali je to na kakšen način informacija podana v dogodku ali kakšen dogodek nam je najbolj všeč? Ja, kot občani, ali so vam všeč dogodki, ali vam je všeč to, da en dan noben je parkirišče prazno, ali vam je všeč to, da ne vem, se mogoče s sodelavci pa vsi pripeljete na tisti dan s kolesi v službo. Kaj je tista neka taka, lahko je to majhna stvar, ampak vi kot posamezniki, kaj vam je pri Evropskem tednu mobilnosti najbolj všeč? Ker vam bom povedala, kaj meni. Meni je pri Evropskem tednu mobilnosti najbolj všeč to, da dan brez avtomobila. Zaradi tega, ker se mi zdi, da so kljub temu, da je bilo to tako najprej, ne vem, ali je bilo to prvo leto ali ne, ampak se to zgledalo strašno, zdaj dan brez avtomobila, kako bojo ljudje to preživeli. Zdaj se mi pa zdi, da ljudje kar že malo planirajo, zdaj bo dan brez avtomobila, pa bomo zraven šli še, ne vem, na sladoled, pa bomo šli si še to pogledati, pa uno, pa tretje, pa z otroci se skoordinirajo, da grejo skupaj. In se mi zdi, da je ta dan brez avtomobila postal že nek tak napol malo turistični praznik. Tako da meni je ta del ful všeč, no. Pa me zanima malo, kaj je vam tisto. Meni recimo je najbolj všeč to, kar spodbuja, da lahko pač tudi manjše občine z manjšimi koraki delamo iz leta v leto velike učinke. Super. Recimo pri nas dan brez avtomobila, kljub temu, da je tudi meni ideja zelo všeč, skoraj da ni mogoče, ker so razdalje zelo velike in če želim jaz, ker sem na 700 nadmorske višine, priti do neke centralne dejavnosti, pač bi rabila iti na gorsko kolo, pa tako ne. V knjižnico recimo ne morem brez avtomobila. Lahko grem pa s prevozi na klic recimo in bolj to v Evropskem tednu mobilnosti pač spodbujam. Ampak recimo, če sem preprost primer, v naši občini je tako, da se zelo dolg časa ni prijavljala na ETM, potem pa pač, ko sem jaz prišla, sem dala to pobudo in smo začela, ne. In smo začeli s takimi zelo pač preprostimi stvarmi, kar se mene tiče. Ampak če imaš ti v mislih in v nameri pač neko stvar, da jo boš izboljšal, recimo moj cilj je, da bi se zaprla ulica mimo šole, da bi bila pač, da ne bi bila odprta za promet, ampak da bi bila tako načeloma zaprta.
In ker se na občini zavedamo, da takega ukrepa ne moremo narediti z danes na jutri, ker spreminjamo vedenja ljudi, gremo v bistvu postopoma. Tako da letos recimo bomo naredili to cono 10, pa porisali po tleh, pa tako, a ne. Tako da v smislu varneje v šolo. Tako da te pač postopni koraki, mogoče z majhnimi temi ukrepi, ampak na koncu nastanejo večji učinki in ljudje se tudi veliko bolj začnejo zavedati pomena trajnostne mobilnosti tudi na podeželju. Ja, super primer. Iz katere občine pa ste? Iz Divače. Iz Divače, super. Ja. Ja, mislim, da je to zelo lepa motivacija, ne, za tiste iz manjših občin. Saj velike občine bojo rekli, da imamo drugačne probleme tudi, a ne, ampak zdi se mi, da ste zelo lepo povzeli, da a ne, te koraki, da seveda ja bi si želeli zaprto ulico, ampak dajmo zdaj najprej počasi, pa bo mogoče ta zaprta ulica hitrejš realno stanje, kot pa bi bila, če ne bi šli po teh korakih. Tako da zelo hvala za primer. Zdaj imamo pa še eno vprašanje, še eno roko, ampak jaz ne vidim imena osebe. Ja, tukaj je Anja Rože Kravanja iz občine Ilirska Bistrica. Mi smo se zdaj, mislim, da že 3-krat se prijavili na ta Evropski teden mobilnosti, lani se nismo, zdaj letos pa se bomo ponovno se prijavili na ta razpis. In sicer pri nas je bilo tako, pač 1-2 taka dobra primera, glede Evropskega tedna mobilnosti sta bila okusi na placu. Naredili smo ga malo bolj pač na tak način, kaj zapeljali, prav zaradi tega, ker če bi napisali, ne vem, dan brez avtomobila ali kaj takega, to ne bi bilo dobro sprejeto. Tudi zaradi tega, ker je tale naš plac, torej samo pač staro mestno jedro, se želimo, da bi ga enkrat zaprli oziroma bolj omejili pač sam promet na temu placu, temu trgu. In tako da smo dali na tisti dan te stojnice, nekateri so bili lokalni ponudniki, potem da bi pridobili te ponudnike, ki so pač na temu placu in ki bi se verjetno se malce pobunili, ne, da smo pač za več časa zaprli tale plac, smo tudi njih vključili z nekimi temi nagradami, oziroma pač, da so oni pripravili neke nagrade za tale srečolov. To in pač, da občani so potem recimo v okviru nekega kviza tekmovali glede te same trajnostne mobilnosti, potem je bila še neka lokalna skupina teh mladih, tako da je bilo kar zelo dobro sprejeto med občani in nameravamo spet. Potem ena druga taka pa je bila, ker je bila sicer super, pa verjetno jo bomo tudi letos ponovili, je bila pa razstava o mobilnosti skozi čas. In ta se je pa zlasti izkazala kot pozitivna med mladimi, zlasti pač med srednješolci. Kajti takrat, ko sem jih vodila po tej razstavi, smo se veliko pogovarjali o mobilnosti, pač tako pač, kar se tiče malo zgodovinsko, ampak tudi o sedanjih navadah. In tako da ja, to so ene dve take stvari, ker tudi pač recimo mladim je dalo potem tudi malo se razmišljajo tega, kaj lahko recimo prehodijo peš, pa zakaj je recimo bolj cool, da gre recimo z vlakom ali pa kakšne take stvari, no. Tako da to so bile res ene dve take zelo pač pozitivni, no, stvari pač v tem Evropskem tednu mobilnosti pri nas v teh 3 letih in bomo torej ponovili. Super. Najlepša hvala, ker ste povedali svoje primere. Ja, seveda, če se gibamo s kolesom ali pa peš, je hrana kar dober motivator, tako da zelo dober način, da motiviramo ljudi. To je pač drugače kot včasih, a ne? Včasih so
bila neka pravila in so se jih vsi držali, danes pa rabimo zelo veliko motivacije za to, da nekaj naredimo. Drugačni časi so in ja. Imamo še eno vprašanje. Gospa Urša, sem jaz to prav videla ali ne? Sergeja. Aha, Sergeja, ok, se upravičujem. Dober dan vsem skupaj, lep pozdrav Štajerske, gremo še malce v Obsotelje in na Kozjansko. Prihajam iz občine Šmarje pri Jelšah in bi želela izpostaviti ali pa bom rekla se pohvaliti, ne. Pija, hvala za to, ne, za ta pogum. Z enim primerom projekta, mi imamo eno, bom rekla, tako zelo kratko uličico, ki je bila nekoč cesta in del parkirišča, mislim, za 3 do 5 vozil. In seveda so se ljudje zelo lepo navadili, da so tam stalno parkirali, potem prišla pa sprememba in smo mi kot občina tam uredili tako imenovani kolesarski pas kot skupno površino tako za avtomobile kot za kolesarje. In seveda cela revolucija, da se to pač v tako majhnem kraju, kot je Šmarje, res ne moramo iti. In da zakaj kolesarska steza ni urejena drugače, bolj varno in bolj prijazno za kolesarje in ostale prometne udeležence. Ampak mi smo vztrajali, cesta je še vedno tam odprta, ampak ljudje, ki hodijo zjutraj po kruh in drugo pecivo za malico, tam še vedno puščajo svoja vozila, parkirajo, tudi policisti, žal. Jaz tole izklopila kamero, ker so očitno neke težave, pa samo preko mikrofona nadaljevala. V glavnem pred 2 letoma smo po sklopu ETM-ja mi to ulico zaprli za ves promet in čeprav je zelo deževalo, nastavili parkirana stara rabljena kolesa, praktično neuporabna, in gor dali listke, pridem čez 5 minut, sem skočil samo, ne vem, po kruh, po žemlje, pridem takoj, skratka, v tem smislu, tudi skiroji so bili zraven in so se seveda večina Šmarčanov zelo pritoževali, protestirali, pljuvali po kolesarjih, češ, da kako se oni vedejo, da z avtomobili oziroma z vozniki nič ni narobe, da so problem samo kolesarji. Ampak meni osebno kot koordinatorici tega projekta mi je bil največji uspeh to, ker so te protestnike, da tako rečem, po družbenih omrežjih preglasili kolesarji in ostali, ki so stopili v bran kolesarjem, češ avtomobili oziroma vozniki osebnih avtomobilov imate v Šmarju pri Jelšah več kot dovolj prostora, dajte še nekaj odstopiti kolesarjem. Rezultat tega je tudi to, da smo zdaj v zadnjem letu v nizu različnih aktivnosti v sklopu izdelave občinske celostne prometne strategije z več strani občanov dobili pobudo, praktično zahtevo, da to ulico končno občina vendarle zapre za avtomobile in jo nameni izključno oziroma jo pač pusti kolesarjem in tam mogoče se uredi še kakšna dodatna trasa, še kakšen cvetlično korito se namesti in kaj podobnega. Tako da imamo zdaj, bom rekla, blagoslov, ker je tudi dekan in župnik dal na javni razpravi točno to pobudo. Prvi je dvignil roko pa je rekel, jaz bi pa želel, da se ta cesta zapre, ker je pač neposredno ob župnijski cerkvi. Tako da se mi zdi, da je tole, da so ti promocijski in komunikacijski projekti trajnostne mobilnosti, ne samo ETM-ja, res tek na dolge proge, ker se pri nas tale projekt, te majhne uličice vleče že več kot 5 let. Hvala lepa, za zelo dober primer. In mogoče v vašem primeru še ena taka pomembna stvar, da ste bili zelo konkretni. Zelo konkretne stvari ste se lotili, ja, je tek na dolge proge, ampak zelo dober primer. Tega si bom jaz zapomnila za dolg časa. Pija, izvolite. Sergeja, hvala lepa. Ja, se spomnim, da je nekaj podobnega naredil tudi ambasador kolesarjenja, ne? Zdaj ne moram reči imena, ampak znani novinar in voditelj večjih dogodkov, ki jih imamo tudi na Mope, se je tudi ustavil kar sredi ulice, pustil kolo in rekel, saj samo za 5 minut skočim po rogljiček. In so bili odzivi tudi zelo burni. Druga stvar, ki sem jo pa hotela omeniti, ta trajna zapora ulice in
to, da ne rabimo imeti zmeri nekih, kaj so to, pač ljudi znanih, ki jih iščemo in influencerjev, ampak je zelo dobra oseba za to, da razširi dober glas o trajnostni mobilnosti župnik. To sem pa slišala tudi na sestanku nacionalnih koordinatorjev na evropski ravni, kjer so imeli v Latviji en zelo zanimiv projekt, kjer je župnik spodbudil svoje vernike, da pridejo v nedeljo k maši kar s kolesom. In so imeli potem cel mesec september, vseh 5 maš ali 4 maše, mislim, da so podaljšali za eno, so imeli prihod s kolesom. In je bilo prav luštno, tudi odziv vernikov je bil vedno večji, ne? Vedno več se jih je pripeljalo s kolesom, ker jih je tako simpatično nagovoril in tako da mogoče te influencerje iščemo tudi med takimi osebami, ne samo prave influencerje. Super, hvala za ta primer, Pija, res, ja. Pravi vplivnež, prava ciljna skupina in rezultati so lahko dosegljivi, a ne. Imamo še kakšno vprašanje, še kakšen primer, ki bi ga kdo želel izpostaviti? Ni več. Smo že malo utrujeni. Jaz bi se najlepše zahvalila Vesna za to predstavitev in za to razpravo in vsem, ki ste prispevali k razpravi in upam, da bo se še komu porodila kakšna ideja, glede na vse, kar smo danes slišali. Zdaj bi pa sem še prosila Pijo, da zaključi današnji dogodek in se res sem še enkrat zahvalila, da ste se udeležili. Hvala. Hvala, Marjeta. Torej, hvala, Vesna, za zelo simpatično in poučno predstavitev in spletni dogodek. Hvala vsem, ki ste se dogodka udeležili. Jaz upam, da z vsemi temi primeri, ki smo jih imeli na koncu in tudi z predstavitvijo, da vam bo to nekako odprlo kakšno idejo ali pa olajšalo način pri pripravi komunikacijskega načrta, ne samo za kampanjo ETM. Jaz vem, da lokalni koordinatorji delujete na različnih kampanjah in na različnih vsebinah in upam, da vam bo to koristilo. Tako da hvala za udeležbo.